Šepet Izole. Dobrodošli v Šepetu Izole, prvem izolskem podkastu, kjer bomo skupaj odkrivali zgodbe, doživetja in zanimive ljudi. Z vami sem Luca Stančič-Kodarin in tudi vnaprej se bomo videvali v naših videopodkastih. Podcasti pa ne bodo vsi snemani, nekateri bodo tudi samo v audio zapisih, tako da jaz vas vabim, da se čim prej prijavite na naš podcast kanal. Večina zgodb bo posnetih v slovenskem jeziku, nekaj tudi v italijanskem in pa angleškem. No, pa da ne bom predolga, bi se kar lotila predstaviti našega prvega današnjega gosta. Prvega, ki mi je res še posebej drag, pa ne samo zato, ker je prvi in pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli, ampak zato, ker je Aleksander Novak, ki je danes z nami, res je ena taka zanimiva oseba, ki sem jo spoznala pred dobrih pol leta. Glasbenik, kantavtor in danes tudi Izolan. Aleksander, dobrodošel. Hvala, Luca, za povabilo. Vesel sem, da lahko sodelujem v tej zgodbi in upam, da bomo to sodelovanje z leti samo še nadgradili. Sem prepričana, da ja. In za tako lepo napoved. Preden greva na konkretno vprašanje, predlagam, da se malček segreva. Okay. In sicer bova odigrala eno igro, to ali ono, ne vem, če poznaš. Ja. Sej to bo zdaj ful na hitro vse šlo. Se pustim presenetiti. Jaz te sprašujem, ti pa odgovarjaš. Okay. Akustična ali električna kitara? Akustična? Ok. Koncert v klubu ali na velikem odru? V klubu. Intimna Tako, atmosfera. Ja, mislim, Okay. tako je. Košarka ali nogomet? Kar se športa tiče, bolj ali manj, skoraj vse, ampak nogomet. Nogomet, ok. Si nočna ptica ali jutranji človek? Še danes tega ne vem v bistvu. Ustvarjam po noči, ustvarjal sem po noči, ampak zdaj pa zjutraj, tako da v bistvu ne vem, če bi bilo odvisno od moje umetnosti, najbrž oboje, tako pa se prilagajam temu, da sem vse bolj jutranji, kaj pa čem. Torej, vzhod namesto zahoda. Ja. Ciljamo na vzhod. Ja, življenje kliče k temu, ja, da smo zjutraj pronti za akcijo. Hribi ali morje? Bi skoraj spet vse, ampak v osnovi morje. Ok, pivo ali vino? Vino? Vino, ja. Smo le v Istri, Ja. na Mediteranu. Ja, malo pazim še na glasilke, grlo imam kar občutljivo. Aha. Ja. Ok, in še zadnje vprašanje. Bi raje nastopal s simfoničnim orkestrom ali s heavy metal bandom? Ja, ne, mislim, moja glasba je vseeno bolj za simfonični orkester. Ok, pol ne bomo nič. Mislim, vse je za provat, ampak izbira, nekaj se mogo zbrati. Bi upal tudi s heavy metal bandom? Upal, bi bil vsaka izkušnja dobrodošla, tudi ta bi bila. Aleksander, mogoče za vse tiste, ki te še ne poznajo, kako bi sam sebe predstavil v nekaj stavkih? O sebi nasplošno sicer težko govorim, ampak sem nekako že navajen enih takih predstavitev, vsaj podobnih, ampak ja, Aleksander, glasbenik, kantavtor in nič kaj. Rodil sem se z močno slabovidnostjo in sigurno me je zaznamovala skozi življenje in sem zaradi tega najbrž še toliko bolj tenkočuten, kar za enega moškega v svetu lahko ni tako enostavno, ampak ja, itak težim k temu tudi v svojo glasbo, da se svet čim bolj proba poglabljati vase, v čustva in kot tak probam ljudem dati največ, tako da verjetno me ljudje najboljše prepoznajo po neki senzibilnosti in trudim se na čim več področjih, da to pokažem. Lepo. Glasba je bila v bistvu tvoja spremljevalka že od malih nog, a ne? Kako v bistvu se je začela tvoja glasbena pot in kdaj? Moja glasbena pot seže zares v zgodnje otroštvo. Kot redni obiskovalec očesnih klinik v Ljubljani, v Beogradu, v Sarajevu in tako dalje, tam leta 80,
proti 90. sem zabeležil kar ogromno teh obiskov in nastanitev. Sem zabaval že medicinske sestre tam po klinikah z skladbami, ki sta jih poslušala moja mama in oče. To so bile še kar takrat stare jugoslovanske pesmi, pa narodne, pa take slovenske kantavtorske. To so bili takrat Brendi, Marjan Smode, Andrej Šifrer in kar je bilo še od naših južnih bratskih republik. In tudi v vrtcu, pa v šoli, tako da jaz sem res in zelo hitro sem začel pisati svoje skladbe, že 4., 5. razred osnovne šole. Wow. Ja. Zanimivo. Kaj pa bi rekel, kdaj je bil oni prelomni trenutek, ko si začutil, da bo v bistvu glasba res ena taka tvoja pot? Mislim, da že kar skoraj tako zgodaj, zato ker sem začel prepoznavati v sebi to poslanstvo, da bi želel biti tudi nekako enakovreden v družbi in na kakšen način glasba je dostopna vsakomur. Zavedal sem se najbrž, da avta ne bom vozil nikoli, da aviona tudi ne bom, da letel tudi ne bom in da tudi nogometa in košarke na neki vsaj polprofesionalni ravni, že na ulični težko, ne, bom igral. In sem potem iskal vedno nekako ta stik z umetnostjo. Mislim, da sem tudi risal rad in tako, ampak sem bil vedno kaj čez črto, vedno je bilo kaj tako. Neka zilj mi je nudila takrat ta osnovna šola v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, kjer sem se tudi naučil prvih obiran strum na kitaro, še prej pa celo nekaj tipk na harmoniko. V bistvu si en lep del svojega življenja preživel drugje, a ne? Nisi bil doma. Bil sem na nek način kar odtrgan z domačega okolja. Vrtec sem še obiskoval v Semedeli, potem pa sem dokaj zgodaj odšel v Ljubljano. Takratni ravnatelj zavoda je prišel na en pogovor in nekako smo takrat v skupnimi, mislim, jaz nisem se takrat kaj dosti mogel še odločati, ampak so takrat starši dorekli, da je najbrž najboljša pot za tiste čase, ker ni še bila ta integracija tako razvita kot danes v osnovnih šolah, ne, ker tudi slabovidni otroci lahko obiskujejo. Takrat je bila to zame verjetno v tistem trenutku najboljša rešitev, da sem se tudi na nek način skozi to prizmo počutil enakovrednega in pač nezapostavljenega. Bolj mogoče sprejetega. Ja, tako, ja. Kako so te pa recimo domači in okolica sprejemali, kako so te podpirali pri teh tvojih, bi rekla, na tvoji glasbeni poti? Mislim, da v štartu, tudi kasneje, predvsem starši, mislim, da so bili vedno veseli, ko sem kaj zapel, kaj zaigral. Kdaj mi je bilo celo nerodno, ker sem mogel kar v družbi kaj zapet. Tako, nisem vedno zmogel tega koraka, ampak kot sem že v štartu povedal, sem se potem kar hitro odprl in to z veseljem upravil to poslanstvo, ne. Kot glasbenik si sodeloval tudi na festivalih, snemal si albume. Ja. Kaj bi rekel, kateri so bili tvoji neki najpomembnejši glasbeni projekti, na katere si najbolj ponosen? Najbolj sem ponosen, da sem sploh zaural ledino v to slovensko glasbeno sceno. Mogoče takrat je bilo še malo lažje, ker spet toliko te glasbe ni bilo. Pa nekaj so tudi veljale te kasete, plošče, CD-ji in tako kasneje, ne. Sem ponosen na to, da sem že zelo zgodaj začel pisati svoje pesmi in da nisem nekako se uklonil temu, da bi štartal na evergreene, pa nič slabega, ampak ta pot ni bila meni namenjena, ker vse, kar sem poskusil delati izven svoje glasbe, nekako ni pilo te vode, ne zame, pa najbrž ne tudi za publiko.
In sem nekako to, da sem skozi leta ostal zvest samemu sebi, teh spomenikov, ki sem jih naredil v skladbah, pa to jih je bilo pa kar nekaj in da bi težko prav izpostavil točno določeno, težko. Bilo je tle nekaj festivalov, že takrat Nova scena, Melodij, Morje sonca, mislim, da sem bil kar 3-krat tam. Takrat je bilo to kar močno, ne? Takrat je bil tudi MMS kar zelo razvit. Mislim, na Novi sceni so bili takrat Nude, pa Botri, pa Kingston, ne? To je bilo čist neke druge sfere, da v bistvu izvajalce, ki jih še danes na glavnih večerih kdaj ni. Ne? Potem pa, ne vem, takrat je bila ena zelo velika uspešnica Pentlja, ki se je tudi precej vrtela, takrat v duetu z Aniko Horvat. In potem pa 2 CD-ja in potem pa še kakšnih 20 skladb, vključno z nagrado na Melodijah Morja sonca za obetavnega izvajalca, avtorja Danila Kocijančiča in pa nastop na Slovenski popevki, ki pa mislim, da je bil mogoče zdaj resen tak tudi prelomni trenutek, ker sem nekako bil prej sprejet tam kot na domač festival. In to mi je v nekem trenutku takrat zelo veliko predstavljalo. Zato, ker v bistvu včasih je tako, da te morajo paziti drugje, da te pol doma cenijo. Ne? Najbrž nisem edini, ki se soočam s to izkušnjo. Potem pa seveda še kar nekaj skladb, kakšnih 15-20 od drugega CD-ja naprej, niti jih ne štejem več. To pa neko moje novo obdobje, na katerega sem pa mogoče zdaj pa res še kar precej ponosen. Si nekaj na to temo potem povedala še v nadaljevanju. A si kdaj razmišljal, da bi šel čisto eno drugo smer? Si kdaj imel kakšen moment, da si rekel, ok, ne, hočem probati nekaj drugega, nekaj novega? Mislim, da vse, kar sem počel v življenju, da je bila vedno ena druga smer. To pa in sicer itak čisto iz eksistenčnega vidika, ne, tudi v osnovi pa si zagotoviti neko socialno varnost. Prav od glasbe nisem nikoli uspel prav zares živeti. Sem pa vedno s tem pomagal, da sem lahko ustvarjal, tudi to pa tam posnel celo kak video, ko mi je finančna situacija to dopuščala. Tako da se je nekaj od tega nabralo. Ja, delal sem na Društvu slepih in slabovidnih v Kopru. Mogoče je bila to ena smer, ki je bila, tudi mi je lahko pisana na kožo, v smislu, da sem lahko pomagal svojim, ko rečem temu, bratom, sestram, na tej poti, da grejo od doma, da se udeležijo nekih dogodkov, da si dobijo prijatelje, da se lahko socializirajo v družbi in mogoče, ja, tako, na nek način, da pomagam ljudem skozi te svoje izkušnje, dobre, slabše, grenke, sladke, da jih peljem na to pot. Mogoče v tem smislu. Ja, ne vem, kakšen lahko bi bil učitelj, ne vem. Ja, se vidiš v takem bolj mentorski vlogi? Mogoče jaz tudi vedno probam. Včasih se mi zdi, da sem podzavestno, kot da hočem biti ne kot da vem eno več, ker tega ne maram. No. Ampak da lahko ponudim neko svojo izkušnjo in skozi prizmo tega, da ljudje lahko nekaj odnesejo. Kakšna pa v bistvu bila tvoja izkušnja? Kako si se ti soočal s tem, ko si se nekako nazaj vključeval v družbo, potem, ko si se vrnil iz Ljubljane? Pa ni bilo tako lahko. Zato sem rekel na začetku, da sem bil iztrgan iz odtrgan. Ja, na nek način res odtrgan od svojega domačega okolja, in v katero sem se potem težje vračal, kajti tisti prijatelji, s katerimi sem se družil, pa vmes smo se še starši preselili takrat iz Kopra v Lucijo in tako sem dejansko izgubil vse stike in nisem imel pri 20 letih praktično nikogar, ko sem se vrnil domov. In sem pogrešal prijatelje od gor, ki so pa bili iz vse Slovenije.
razpraščeni vse povsod, pa po šolah. Ne, tako da sem potem rabil, ker sem tudi delal na taki organizaciji, ker sem se dnevno srečeval z istimi ljudmi, sem potem kar potreboval, da sem se nekako asimiliral. A v glasbi potrebuješ stike, ne? Potrebuješ kontakte, da se zmeniš za nekaj, za špil, za snemanje in tako. Ne? In če ti nisi v tem krogu, lahko rečem, da mi je potem še kar dosti uspelo potem z leti to razviti, da ste me potem na koncu tudi vi odkrili. Ja, v bistvu res. Dobro si stkal in spletel te vezi nazaj v domačem okolju. Nekaj je ratalo, ja. Ja. Pred kratkim sta skupaj s tvojo partnerko Sabino posnela pesem in videospot. Verjamem, da je to mogla biti ena posebna izkušnja. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, o tem zelo rad govorim. To mislim, da je eden izmed mojih večjih dosežkov v življenju. Niti mu ne morem reči projekt, na katerega sem res ponosen. Na to skladbo naslovim Dnevu Dajva spet ime, ki smo jo tudi posneli v sodelovanju z Aleksom Volaskom. Tako da evo nek stik s popevke z Ljubljano sem ohranil. Ja, napisal sem glasbo in Sabino sva napisala besedilo. In tako, kaj ne rečem, no? Zelo sem vesel, da se je Sabina nekako opogumila, zato ker ona je taka zelo skromna oseba in če se le da, se ne rada izpostavi. In sva res naredila eno zelo lepo zgodbo in potem smo še naredili en tak lep videospot, posnet v Trstu, pa na Krasu, no to pa v sodelovanju s Perico Rajem. No. Tako smo se nekako v tej osebni zgodbi v tem trenutku pač začutili in smo to naredili. Ker v tem projektu sem res potreboval ne dosti ljudi, ampak tiste, ki so v to najino zgodbo verjeli. Zato, ker danes je svet vse bolj skoncentriran na imena, da neko ime da lahko največ. Mene pa v Sloveniji tako dobro spet še ne poznajo, ne? Sabino v glasbenem smislu praktično ne. Danes pa se pesem kar precej vrti na nacionalki in govorim o radiju in televiziji in tudi drugod. Tako da sva posnela ravno prejšnji teden še en duet. Kako lepa novica, super, evo se veselimo tudi nove skladbe. Kako je pa recimo prva pesem nastajala, ko sta pisala skupaj besedilo, sta bila takoj uglašena, sta imela kakšno nesoglasje, kako je bilo delo? Doma je sodelovati zelo lepo, je pa tudi najtežje, ker so tudi pričakovanja od partnerjev en do drugega lahko največja možna. In mislim, da kar nekaj časa nisem zastavil tako dobro, da bi rekla Sabina, no zdaj pa res lahko greva in to posnameva, ne. Tako da sva z Aleksom to malo obrnila, da mi je pomagal. No, in med dvemi Aleksandri je to bilo lih malo lažje. Ja, bilo je. In da besedilo nekaj pove, ne. Ja, da je enostavno in da je hkrati, da nekaj pove. Gre spomin na eno mladost, ki jo z leti tudi v partnerskih odnosih na čustveni ravni zaradi tempa življenja dostikrat izgubimo. In hkrati se vrnemo, tako to smo tudi nekako zapisali ob skladbi, ko je šla spomin na čase Thomasov, na kavbojke, na All-Starke, na tisti čas, da bi se tudi tej mladi pari, ki
ki danes, no in mi z njimi skupaj, kdaj živimo, ta Instagram in Facebook in tako dalje, in da se mogoče v živo potem ne znamo tako pogovarjati, pa tudi o partnerskih zvezah, govorim čisto o zrelih parih, kajti tempo je življenje, kdaj res hud in se kdaj ne vidimo po cel teden. Ne. No, ampak da hkrati in nas, ki smo odrasli, upozoriva na to, da kdaj treba pustiti te službe cel dan, da vsaj za trenutek, če ne več, in da gremo spet na kakšen izlet in se tam spet zbližamo. V najnem primeru seveda na morje, ne. Pridi k meni, greva spet tja dol k morju na izlet, pridi, greva tja dol, ne, se objet. Malo sem obrnil besede refrena, ker sem jih navajen pet, ne govoriti. Bodo poslušalci, gledalci že našli. Tako, ja. Ampak in mlade pa, da se pogovarjajo, da čutijo to ljubezen, da vse izhaja tu iz srca. Res lepo sporočilo. A bi nam zaupal še, kako ste se s Sabino v bistvu spoznala? Na pol poti tega, kar sem zdaj govoril, jaz sem nekako bil takrat na eni svoji prelomnici v življenju. Bil sem nekako sam in ker ta moj delokrog in prijateljski, zasebni in tako naprej ni tako velik, sem zasledil en njen blog, ki je imela na svoji strani. In seveda, da zelo lepo piše, še posebej pa mi je bilo lepo v italijanščini, v slovenščini pa tudi, ampak ker sem sam odraščal v osrednji Sloveniji in sem se z te slovenščine tam še kar solidno naučil, sem videl, da lahko to pa tam kakšno besedo lahko popravim. In sem se čutil tle lih malo močnega. Si jo malo mentoriral tudi. In potem sem, ene dvakrat nekaj popravil in je bilo zelo všeč, tako da me je s časoma pustila bližje, no, pa so se pol tudi dobila, ne. In tako naprej, ne. In zdaj sta tu. In zdaj sva tu. Našla sva se točno tam, ker sva si najbližje v umetnosti. In v srcu in ljubezni. Lepo. Tako kot si rekel, no, si živel v osrednji Sloveniji, sicer prihajaš iz Kopra, ampak zadnja leta si pa v bistvu se nekako stacioniral v Izoli. Kako zdaj doživljaš Izolo kot skoraj da že domačin? Izola mi je zelo pri srcu. Od obalnih mest lahko rečem, da naj mi ne zamerijo. Se mi zdi, najbolj prijazen kraj v smislu, da je majhna, da je vse tako blizu in da imam na 2 koraka vse tiste lokacije, ki si jih nekako zaželim. In da, ker rad obiskujem poslušam staroselce Izolane in starejše, no, tudi srednjih let in tako. Sosedem v bar, kjer vem, da srečam kakšne domačine, ko si kaj povejo. Ljudje, ki imajo kaj povedati v mestu, ker tudi sam mi manjka en kos življenja tu, da kar ne vem, da se naučim, kako je bilo včasih, kako bi lahko bilo danes bolje. In tako, ne vem, tam je MEF, tam je San Simon, tam je svetilnik, tam je bar, pa ta bar, ne, da ne govorim, tam sem srečal to ekipo, tam ono in tako. Poslušaš zgodbe ljudi, ki napišeš. Tako zelo prijazno mesto je, no. In se mi zdi, da je dostopno za vse sloje ljudi, kar se mi zdi zelo pomembno, tudi navsezadnje v turistični sezoni. Se ti zdi, da je Izola dovolj odprta, dovolj sprejema različnost?
nikoli ni dovolj. Pomembno pa je, da se uči in vsa ta multikulturnost, ki nas obdaja vse bolj v zadnjih letih, je zelo pomembno, da se učimo sprejemati drug drugega na vseh nivojih, sobivati in da smo drug do drugega prijazni, srčni, da si pomagamo. In jaz si želim in probam verjeti v to, da se tega v Izoli dnevno učimo. In to je to. To nas bo peljalo naprej, močnejše in povezane, kar je najbolj pomembno. Ja, se strinjam. Nekaj svojih kotičkov si že prej omenil, MEF, San Simon. A imaš kakšnega posebnega, kjer v bistvu se najraje ali sproščaš, ali ustvarjaš, ali dobiš nek kreativni navdih? Ja. Ta pot, kaj pa vem o Bladicah, ne? Pa tam dol do svetilnika. Tle sem tudi v svojem času na ulici igral kitaro in že takrat zaznal, da to področje, mislim, zdaj ne vem, koliko je to meri, ne? Ampak ta pas ponuja veliko inspiracije, še posebej ob sončnih vzhodih, zahodih, ne, itak. Ne, sicer ni vedno tako, ampak tudi takrat po odzivu ljudi se spomnim že, ko sem nekako, že takrat se mi zdi povezal nekako z Izolo, da so zelo prijetni, zelo globoki in to se mi zdi en tak kraj, ne, prav tu ob morju. Sicer pa zelo rad grem na Parencano in tam proti Strunjanu pa nazaj. Se pravi, da mi ponudi prostor, da lahko naredim več kot 2 metra, ne, da lahko narediš en krog ali pa En lep sprehod. En lep sprehod in to mi vedno da navdih. In tega imamo v Izoli, ne, še dol imamo do San Simona pot in seveda te džiri, ki jih v bistvu še niti vseh ne poznam, ne. Kakšni hribolazci grejo gor tudi bolj na Šared pa take stvari. Lepe poti, Ja. lepe poti. Lepe, Vredne spoznavanja. Vredne spoznavanja vse te poti. Ja. Ja, odvisno od kondicije in kolikor pač vsak zmore, ne. Točno Ne vem, to. moji starši, ki živijo tam na Goriški, v mestu, pa toliko ne morejo hoditi, še posebej oče. Pa če ne drugega greš z MEF-om izmenjati par besed, ne, ki je blizu, ne. On je pa za vse dostopen. To je res, to je ena posebna izolska točka. Ja. Omenil si v bistvu, da si igral en čas tudi na ulici, tudi v Izoli. Ja. Kako te je v bistvu kakšna je bila ta izkušnja, kako to, da si se odločil, da boš nastopil na ulici? V danem trenutku je to bil beg, tudi pred samim sabo, tudi pred eno svojo glasbo, ki sem jo ustvarjal v tiste čase. V bistvu sem pisal pesmi, ki jih na nek način niti nisem imel rad, ampak so zgleda mogli iti iz mene ven. To je bilo na drugi plošči, če je bila prva želela, taka ljubezenska, je bila druga do dna, kar precej borbena. In takrat sem potreboval to in hkrati sem potem pobegnil, ker je bilo tam, sem imel res najboljše inštrumentaliste, ogromno vsega je bilo, no, z najboljšim namenom, ampak sem se mogel vrniti prav na svojo akustiko. In sem takrat se zato odločil, da grem ven, ker se mi je tudi zasebno življenje lomilo in sem se počutil, da sem nekako, da ostajam vse bolj sam in sem tako tudi na koncu čustveno nahranil, kar je bilo v prvi vrsti najbolj pomembno. Vse te ljudi, ki sem jih prej omenjal, ne. Tako da največ so mi dali res prav tu v Izoli, pa potem tudi v Stari Ljubljani sem igral, ker so itak ljudje vedno dobre volje in fajn, ker ko greš tam, greš uživati, ne greš, bi rekli oni, travmirati, ne. Ja. In tudi tukaj, ne,
pač domačini, ko hodijo, ali pa turisti, ko pridejo, so odprti. In ja, lepa izkušnja je bila. Drugače, tako, ne, da ne rečemo, da je vse samo lepo, tudi sem imel s temi svojimi očmi, tako ne, sej jaz vem, da ljudje gledajo malo gor, malo levo, malo desno, pa ljudje si tudi to malo drugače predstavljajo. Kdo me je vprašal, če sem ne na poživilih, ampak na ono drugo, ne, na drogah in take stvari. Ja. Tako, to je sestavni del tega športa bil. In ja, veliko mi je dala ta ulica na koncu, ko če pomislim tudi naprej za življenje. Na koncu sem s tem nastopanjem, tega prej nisem omenil, ampak verjetno je ta glavna stvar bila, da mi je Sabina kasneje povedala, da mi je dala 2 evra v kufer in da se mi je zapomnila. Ja, v bistvu sta se že prej spoznala, pa nista vedela. Ja, že prej, ja. Rekla, da pač ni šla na drink tisti večer, no, tako da se je odrekla si bom to zapomnil. Ja. Hkrati pa sem tudi s pozornostmi, ki so mi jih ljudje namenili, posnel tudi skladbe, s katerimi sem pol naslednje leto kako zanimivo odigral na Slovenski popevki Dotik stare Ljubljane. Kdo mi je rekel, da sem to namenoma napisal, ne, da se prikupim. Ampak jaz sem res v Stari Ljubljani igral, tako da sem vedel, o čem sem pisal, o teh ljudeh in o tem kraju. In tudi potem skladba Mesto rož na melodijah Renesonca, ki sem v bistvu pisal v Portorožu kot na način, da ni takšen, kot je bil, ne, več, ne. In da si pač skozi zgodbo para želim, da bi to spet postal, ne. Tako da je bilo vse, je izviralo nekako iz ulice in tako na sporočilni ravni, čustveni in na koncu, da sem si lahko to tudi privoščil posnet, no. In so same lepe stvari, no, v bistvu mi je to pol prineslo. Ni bilo pa lahko in sem se potem, sem počel to en čas, pol sem se pa nekako spraznil, ampak vedno, ko spraznimo baterijo, rabimo en čas, da se pol spet napolnijo. To je res. Ja. In celo življenje se malo polnimo, malo praznimo. Ja, vedno je to, ja, vedno je to, ja. Ok, hvala za vse te zanimive informacije, ki si jih podelil z nami. Zdaj ti dam 1 minutko, da lahko se malo krepčaš, spiješ kavico, vodo, da jaz še nekaj drugega povem. Izvoli. Da namreč ni naključje, da smo danes tukaj. Nahajamo se v starem mestnem jedru Izole, v bed and breakfastu oziroma guest house centrumu. To je butična namestitev, ki se na Bookingu ponaša z res zavidljivo oceno 9,7, tako da vse pohvale lastnikom in menedžerjem te namestitve. Smo pa tudi v bistvu v neposredni bližini izolane hiše morja. Sama stavba je tudi od zunaj res izjemno privlačna in simpatična. Tule za nami je pa en krasen zajtrk, ki v bistvu goste centruma vsako jutro prebudi v nov dan z vonjem sveže pečenih rogljičkov, domače kave. Zajtrk res ni kar tako, to lahko povem. Najdemo vse od lokalnih specialitet, sirov, mesnin do domačih marmelad, granole, jabolčne krostate, svežega sadja. Vse skupaj pa lahko gostje uživajo tudi zunaj na ulici, kjer začutijo pravi utrip mesta Izole. Sam guest house ima 5 sob, standardno in superior dvoposteljne sobe, družinsko sobo in edinstveno suito, ki s svojimi odprtimi lesenimi tramovi ponuja res eno tako edinstveno vzdušje. Vse sobe so udobno opremljene in ohranjajo pridih stare istrske hiše, hkrati pa ponujajo vse sodobne ugodnosti, klimatsko napravo, Wi-Fi, televizije, mini hladilnik in podobno. Zanimivo je še dejstvo, da je bila ta hiša nekoč dom ribiške družine, danes pa ponuja sproščeno zatočišče za vse, ki si želijo doživeti pristno Izolo, ne glede na to, ali pridejo na vikend oddih, daljše počitnice ali pa poslovno pot. Torej, če kdo slučajno razmišlja, kje bi preživel naslednje dni v Izoli, Guest House Centrum odpira svoje vrata v marcu in je zagotovo ena od odličnih izbir v mestnem jedru.
Ok, smo se malček okrepčali, tako da kar nadaljujemo. Midva sva se v bistvu spoznala lani, konec poletja, na snemanju nove promocijske kampanje turističnega združenja Izola z naslovom Izola, kjer srca različnih svetov bijajo kot eno, kaj ne? Zelo lep naslov, ja. Ja. V bistvu v tej kampanji je bila želja nekako prikazati avtentičnost kraja in raznolike profile, ki eno tu živijo in drugo nas obiskujejo, in nekako nagovoriti, dajmo reči, ta moment različnosti in sprejemanja tudi. Kakšno je bilo sodelovanje pri tem projektu s tvoje strani? Kako si ga ti doživel? Spominjam se enega zelo lepega dne. Začel sem na sončnem vzhodu, tam kako ne naključno na plaži Slepih, ne, kjer sem posnel nekaj kadrov z vašo ekipo, z vašo super ekipo, ki me je usmerjala, kako naj se postavim, kako naj primem to kitaro in tako. Kolikokrat si mogel ponoviti? Kar nekajkrat, ja. Ampak je bilo zabavno. Ja, želeli so mi dali občutek zvezde, zato da najbrž privabijo kakšen nasmeh več na obraz. Res lepo je bilo in sem začutil to, da želite predstaviti prijazno Izolo in da sprejemamo vse sorte drugačnosti, na katero sem tudi sam zato še posebej predhodno apeliral, ko sva se pogovarjala. In sem bil res obkrožen z enimi krasnimi ljudmi. In z takih projektov si želim samo čim več, tako za vas, da jih pričarate, ljudem narišete, in tudi za vse nas, domačine, in tudi kot si lepo in turiste, ne, kot si že sama omenila, da začutimo to medsebojno povezanost. In da vse sorte različnosti, ki jih srečujemo dnevno v Izoli, da jih nekako ponotranjimo kot svoje, da je to del lahko našega vsakdana, ne. Če nekdo ne vidi, če kdo ljubi drugače kot mi, če je nekdo druge vere, če je nekdo bilo kaj, da je važno samo ta občutek, da se sprejmemo takšni, kot smo, in da se spoštujemo. Točno to, ja, ker smo vsi ljudje, Tako. tudi če smo drugačni. Zdaj nam mogoče lahko še zaupaš, tale promocijski videospot smo snemali z ekipo Kleva, a so fantje te ful mučili? Povej po pravici. Ne, super, odlično. Vem, poznam to njihovo profesionalnost in pripadnost delu. Navsezadnje sva s Petrom pred leti tudi posnela vso to mojo nekako ulično izkušnjo, ki sem jo doživel v videu omenjene skladbe prej, Dotik stare Ljubljane. In je tudi naletela na res lepe odzive, česar sem še danes zelo vesel, tako da hvala tudi Petru. Hvala, Peter, za vso pomoč in sodelovanje. Tako je. Tam se smeje za kamero, tako da veste, ker ga ne vidite. Omenil si prej, ko si igral na ulici, da si se včasih srečal s komentarji, enega si izpostavil, recimo, če si na kakšnih drogah. Kako sprejemaš take komentarje? Verjetno ta ni bil edini skozi življenje. Ti je kaj težko ob tem? Kdaj bi si želel, da bi ljudje kot otroci, ki me srečajo in vprašajo, če sem pojedel premalo korenčka ali kaj, da mi oči nekam bežijo, da kaj je narobe. Bi rad, da bi tudi ljudje nekako, preden karkoli pomislijo ali rečejo,
pomislili na to, da če vidijo nekoga, ki težko hodi, da lahko tudi nekdo, tudi, ki slabše vidi. Ne. In mogoče še posebej v teh malo manjših okoljih, kot je recimo Izola, pa ne samo Izola, ne, da bi se ljudje nekako učili sami sebe, prepoznavati to, da ni nujno, da je nekaj na prvo, nekaj s človekom kot takim narobe, ne, ampak da enostavno ima lahko pač neko težavo svojo. Ne vem, zadnjič, potem, ja, in da želijo pomagati, ne. Recimo, moj prijatelj zadnjič se je sprehajal po Izoli z belo palico, pa ga je ustavila ena punca, če mu lahko pomaga, ne. Moja Sabina je videla ta prizor in gleda in v nekem trenutku jo vidi, kako ona njemu z roko kaže, kako mu kaže, kam naj gre. Ne, on ne vidi nič. Ampak važno, potem sem pomislil, ne, in so rekla Sabina, važno, da je ona želela pomagati, ne. Da je to osnovno sporočilo tega. Ne. Tudi če ti ne veš, da se ne ustrašiš, da nekaj poizkušaš, ne, mogoče bo pa on, ne vem, ne, on ne bo videl, da oni ne more reči, ne kaži mi z roko, ne, jaz te ne vidim, ne, tega ne more reči, ampak hoče reči, mogoče bo on že to, da bo zaznal, da je nekdo nekaj želel, da ni sam, ne. Ja. Da ga ne gledajo čudno, ne. Želim izpostaviti to, da recimo v večjih mestih, kjer je vseh sort invalidnosti, recimo kot je Ljubljana in tako, ne, se neprijetnosti malo težje zgodijo, ker so ljudje bolj navajeni, ne. Tam so fakultete, je veliko služb, so avtobusi, se srečujejo z mnogimi, ne. Tukaj pri nas je tega malo manj, ne. Zato je prav, da so midva tukaj, da še malo dodatno opozorimo, da živijo ljudje z vseh sort mini težavicami in da jim na nek način probamo pomagati tudi s tem, že samo da pomislimo, da ni nujno, da imamo vsi dve zdravi roki, dve nogi, da vsi slišimo in že to je samo po sebi kdaj lahko dovolj, da nas v sebi pelje naprej k temu, da sprejemamo in da smo predvsem prijazni do tega. Najmanj pa največjo škodo lahko naredimo s tem, da udarimo po nekomu, ne. Recimo, moja mama gre na avtobus, kdaj pa se zdaj se že nasmehne, ne, ampak gre na avtobus, pa kam pa pelje ta avtobus, saj vam piše na tabli, ne, da je tega čim manj, ne, da je tega čim manj, ker se potem tudi ljudje se mi boljše počutimo in gremo lažje ven iz hiše. Jaz sem se že navadil, jaz sem že kar odporen, ne. Ampak so ljudje, ki dobijo, bom rekel po domače, en kol po dva in ostanejo podrajši doma, kot da grejo do prve trgovine, do prve lekarne in potem pokličejo svojca, pokličejo sina, pokličejo hčerko. Bi šel ti na mesto mene, ne vem, ker sem doživel neko slabo izkušnjo. Tega ni treba, ne. Ja, prav je, da probamo iti čez to. Ampak se ti zdi mogoče, da včasih ljudje raje pogledamo stran, da raje se niti ne soočimo s tako situacijo, niti ne probamo pomagati, ker je lažje, če ne vidimo, če ne vemo in če se umaknemo. Ja, kdaj ljudje mogoče ne radi vidimo en problem, ne. Ja. Ker potem tudi nismo soočeni s tem problemom, ne. Se nas mogoče kao ne tiče, ne, se ne tiče nas, ni to naš problem, ne. Ampak to je vedno problem družbe, ki ga treba rešiti. In vsak, če malo doda v ta mozaik, ta kamenček, ne, če uporabim to malce splošno frazo, ampak vendarle, vsak šteje, ne. Ja, mogoče to je tudi težava, da je res posameznik toliko postavljen v ospredje v današnji družbi, da mogoče kot skupnost
nekako težje funkcioniramo, ker smo vse jaz. In da v bistvu ne iščemo ničesar razumeno, ne? Ampak da preprosto želimo pomagati, ker lahko pomagamo. Mislim, se na koncu je to največ, kar dobimo nazaj. Ta občutek, da smo naredili neko dobro delo, jaz mislim, da je to, da bi to moglo biti samo po sebi umevno in logično. Se strinjam. S kakšnimi izzivi recimo se pa srečuješ kot slaboviden glasbenik pri recimo ustvarjanju ali nastopanju? Imaš kakšne izzive ali se ti zdi, da to steče vse naravno zate? Ja, v bistvu to navezovanje stikov, mislim, da vsaj sem retorično toliko spreten, da če drugega ne, je danes ta internet, ko pokličeš, so nekako kontakti, so dostopni. Malo drugače so te stvari, še posebej, če ne živiš v centru sveta, za nas ne v Ljubljani, ne, ker se največ tega dogaja, ne. Ampak mislim, da tudi iz teh manjših okolij, ne, kot smo mi, da se nekako da. Je pa, ne vem, zame res, da mi v zadnjih letih tukaj moja vsebina zelo, zelo pomaga, ko je treba kam iti. To so intervjuji, to, ki so navezovanje stikov z glasbeniki, s potencialnimi naročniki za kakšen nastop in tako. Ker vseeno avtobusi ne vozijo prav povsod, ne. Pa ne vem, kdaj si res brez avta, si kar nemočen, no. Sam pravim, vsako obdobje, jaz sem toliko let živel brez tega in nekako šlo je, pa zdaj dosti lažje, no. Jaz pa vsebino, ki napiševa, ne vem, pa tudi, ko pišemo si sami, mislim, dostikrat, mislim, večinoma ta PR sporočila ob skladbah in tako. Potem, in danes je tako, moraš imeti skoraj vse, da dokaj opazi, ne. Od fotografij, pa da pol pridemo v kontakt, pa video spota, pa tako. V bistvu, če izdaš samo pesem, celo ploščo, je danes lahko vse premalo, da so ljudje sploh opazili, ne. Ja, promocijski vidik je ziher tudi pomemben. Zelo je pomemben, ja. Zelo pomemben, treba se nekako temu prilagoditi, no. Ja, no, v glavnem. Sabina je v bistvu neke vrste tvoja partnerka v vseh pogledih, ne samo v romantičnem, ne? Ja, tako da od tam vse izhaja, ampak to pa je vse nadgradnja, ne, ki pa ja, se pokriva v en drugega, no. Pač to, kot ona pokrije mene, tako jaz poskušam njo na svoj način, da je potem, da so oba nekako izpolnjena. Ja. Kaj pa nova tehnologija, ti to kaj pomaga pri tvojem ustvarjanju? Preizkušam tako, da se nova tehnologija prilagaja meni, kajti moja glasba je zelo senzibilna in tako s kitaro in tako vokalno. In če je preveč vsega zadaj in tudi teh elektronskih zvokov in tako, ki jih danes ponuja, jaz ne izpadem več jaz. In ni več to moja glasba, ampak je to glasba nove tehnologije. Zato je vsekakor dobrodošla v tem smislu, da studijsko, da so danes studijsko, mora biti pa seveda tudi prava oseba, ki upravlja ta studio in to tehnologijo, ne. Da to vkomponira v neko celoto, da dela zame, ne. Ne, da jaz delam za njo, ne. Ker pač to tudi te pasti se kdaj ujameš ampak lahko zgubiš sebe, no. Tako da jo delček po delček spuščam k sebi v svoje ustvarjanje. Sigurno pa je pomembno, če jo upravljaš na pravi način.
A se ti zdi, omenil si, da si senzibilna oseba in da se to odraža tudi v glasbi, ki jo ustvarjaš. Ja. A se ti zdi, da glasbo doživljaš drugače kot ostali? Mislim, ne vem, če je pošteno, da rečem, da ja, ampak zase vem, da jo doživljam vsekakor na en poseben način. Zato, ker sem tudi, ker večinoma pesmi gre na dekle, na žensko, na punco, sem težje prihajal v življenju do dekleta in zato sem nekako danes še toliko bolj vesel, da nekako v stvareh, ki sem jih pisal in ki jih tudi nisem doživljal in jih risal v pesmi, da zdaj to končno doživljam. Veš, te punce odvedno so, pa nič narobe, išče se varnost, moški, ki naredi to, pa uno, pa zašraufa, pa zapelje, pa to. Pa jaz sem vse drugo prej kot to, ne. In to je, zelo težko sem te občutke, o katerih sem pisal, prenesel v realno življenje. Danes lahko rečem to, da so moje pesmi ravno zaradi tega koraka, za katerega sem se odločil pred nekaj leti, da pustim skoraj vse za sabo in da grem naprej, da bom jaz dobil to osebo, ki jo ljubim, da bojo tudi moje pesmi srečne, hkrati realne in da bodo tudi navsezadnje ljudje v njih prepoznali to noto, da v bistvu ne da lažem, ampak da izpostavim vsakodnevno življenje, da se lahko vedno nekako skocka tako, da med dvema na koncu dneva zgodba štima in da ko greš spat, da je ta ljubezen in da ne glede na to, kakšne ovire se na tej poti pojavijo, da to pije vodo. In tu hvala Sabini, ker enostavno, ker je na tem svetu, ki je iskala vse drugo kot to, kar sem prej govoril in skozi najino zgodbo počasi, postopoma prihajava do te varnosti, ki si jo na koncu itak vsi želimo za vsakodnevno življenje. Želim pa to reči, da ni nujno, da če nekdo danes na videz ima vse, da bo imel vse tudi celo življenje in predvsem ni nujno, da bo na čustveni ravni ta sreča, ki v osnovi mora biti, to bom vedno trdil, najprej čustva in potem vse ostalo. Zelo lepo si to zdaj povedal. Ja. Kaj bi rekel, kdo si danes z vsemi temi izkušnjami, ki si jih doživel skozi življenje, če ne govorijo o glasbi, ampak tebi kot osebi? Mislim, da sem en tak vedno vse bolj pomirjen s samim sabo, da sem prehodil neko pot, mogoče upam, vedno so težke poti, ampak da sem se soočil s samim sabo, da sem si priznal, kdo sem, kaj želim biti in da kot takšen, da lahko izžarevam do ljudi en ta notranji mir, kateri me lahko tudi naredi, se mi zdi, lepšega človeka in da nisem obseden s tem, da moram izdati jutri novo pesem, da me bodo ljudje pozabili, da moram to in to narediti, da sem v tem, ker včasih sem nekako pristal na to, da moram vedno znova. Ne. Zdaj mi je pomembno, da sem
da s ponosom pogledam na zadnjo pesem, ki sem jo izdal, in da, ko bom imel naslednjo tako lepo pesem, jo bom dal naprej. In ni več to toliko pomembno, ali bo to ta mesec ali čez pol leta. Pomembno se mi zdi, da ker na koncu življenja imaš ti lahko 500 stvari za pokazati, ne v mojem primeru pesmi, lahko 1000. Ampak tistih 5, 6, 7, 10 bodo ljudem ostale zapisane v srcu. In če si teh naredil, in to tudi Sabini rečem, ni pomembno, kdaj si začela, kdaj si začela, ampak lahko v tistih 4 verzih, ki jih imaš v vsaki pesmi, lahko pustiš za sabo več kot sicer, če greš na to, da moraš nalagati eno, drugo, tretjo, četrto, ker preprosto v glasbi ne moreš biti iskren na ta način. Ni vedno. Glasba se napiše na čustvo, kar se napiše na rutino, ne more obstati. Ja, to je res. Kako pa preživljaš svoj prosti čas? Svoj prosti čas rad preživljam zunaj. V naravi? Ja, z hčerko Sabino, samo kakor nanese, pač raje skupaj. To mi največ pomeni, da smo zunaj, da sčistimo glavo. Nič takega, res. Jaz ne potrebujem dosti v prostem času. No. Vesel sem, da lahko živim zdaj leto ob morju, kjer sem rojen, in klima nam dopušča toliko tega, da smo res lahko srečni, da imamo to. In to pomlad, ki nas čaka. To mi največ pomeni, da sem zunaj. No. Bežim čim več pred zaprtimi prostori. Včasih še pred domom, čeprav se imamo doma itak lepo. Ampak zunaj je to, kar nam da, in se mi zdi največ. No. Kdo ti je pa največji vzor? V glasbi, v življenju, na splošno? O tem sem tudi kar precej razmišljal in na splošno nimam nekega vzornika. Kar se tiče glasbe, mogoče mi je zelo blizu, zagotovo ljudem skoraj nepoznani, Justin Curry, pevec skupine Delamitri, škotske skupine. Njegov glas in njegova glasba mi je zelo všeč v tem smislu. Se mi zdi on vzornik v glasbi. V življenju pa sem zelo skromen. V življenju mi je vzornica kar moje dekle doma, ki se tako trudi za nas, za našo družino, in poskušam vračati na vsaj približno podoben način. Lepo. To je to. Zdaj sem se pa zgubila. Nič hudega, vsi se kdaj zgubimo. Vsi se zgubimo kdaj v življenju. Večkrat dnevno. Se zgubimo, to je sestavni del. Če ne bi bil glasbenik, kaj misliš, da bi bil? Učitelj, kot si prej omenil? Ja, sej tako, ja, kot vsak otrok, pa fant, ne, sej jaz sem tudi nosil dres od Maradone, pa to, ne, ko sem rekel, da sem tudi še kar za šport. Sem potem pač videl, da to ne morem biti, ne, zelo hitro. Ja, ne vem, potem pa, kot sem rekel, v mladosti bi najbrž bil kje v športu, ne, v kakšni ekipi, potem pa, kot se je šla moja pot, bi na nek način pomagal otrokom, malo odraslim. To, kar sem navsezadnje potem tudi počel. No. Tako da na koncu lahko rečem, da skozi glasbo pa tudi vedno malo pomagam, no, se mi zdi, ljudem, če sem iskren do sebe, in mislim, da sem tako. Lepo. Z nami si res danes podelil veliko lepih misli, pa tudi nasvetov, takih življenjskih.
Ampak zdaj, če bi strnili in bi za naše poslušalce oziroma gledalce napisal, povedal eno sporočilo, kaj bi jim povedal? Rekel bi, da raziskujejo, da vse to, da ni vse prva novica, ki jo zasledimo na spletu, na Facebooku, da ni to vse, kar potrebujemo za naš, a pa včasih prav nasprotno, da sami raziskujemo stvari, ki nas zanimajo, da smo vedoželjni, da smo odprti in da ni nujno tisto ta pravo, kar dobimo servirano na krožnik ali pa kdaj vrženo kar v glavo, ne, odpri, ne, nekdo te pokliče, nekdo ti da tukaj novico, preberi. Mislim, da se življenje skriva za vsem tem in da življenje je to, kar v bistvu kdaj na prvi pogled dejansko ne vidimo. Lepo. Povej nam še, kje lahko poslušamo tvojo glasbo in spremljamo tvoje projekte, da bomo na tekočem, kdaj pride ven nova pesem Sabino. Take malo aktualne informacije za konec. Ja, seveda, ja. Imam seveda svoj YouTube kanal, kjer se bodo dostopne vse moje nove vsebine, nove skladbe. Imam relativno zadostno razvito socialno omrežje, da nekdo, ki lih malo raziskuje, me dobi tudi tam. Facebook, najraje privat profil, odprtega imam tudi unega, kao oni glasbenik, ne, tudi tam, kjer dam res tiste res novosti, ne, ko je pesem. Tukaj na privat pa damo kakšne družinske slikce, pa to za ljudi, ki nas želijo še malo več videti. In ja, Instagram. V bistvu socialno omrežje. Tako, no. Ja. Ne smemo biti preveč gor, ampak vseeno. Ma ne, tako. In pa seveda, čim več, ko je kakšen nastop, ga objavim. Zato sem rekel, da potem tam ljudje to lahko zasledijo. Sem še kaj pozabil. Ne, mislim, da sem omenil vse to, kar je ta glavnega. In kar bo pač napisanega, kar boste vi povedali, kar bodo povedali kdaj časopisi, kar bodo pa še najraje pa, še najbolj top občutek pa je, ko ljudje rečejo, veš, smo poslušali ta in ta radio in so se vrtijo tvoje pesmi, smo pogledali, sem gledal to in to televizijo, pa po noči nisem mogel spati, pa vse je zavrtel, ne vem, ta video, pa vajin video, pa to. To mi je pa tako najlepše slišati, no. In pa, da ne pozabim, ne, na koncu pa nastop v živo, ko zaigram sam na kitaro. Ja, poslušalci, gledalci, Aleksandar bo eno zaigral tudi za nas, zdaj smo že skoraj pri koncu. Z veseljem. Ampak Aleksandar ne ve, da ga čaka še eno presenečenje. Ajoj. Iz skritih virov smo zvedli, da si strasten ljubitelj nogometa in velik navijač Milana. Ajoj, zdaj v teh časih, ko mu gre prav katastrofalno. Jaz sem si vzela zdaj plonk liste, ker jaz nimam pojma o tej tematiki. A ja, se mi je zdelo, ja. Ampak čakaj. Zdaj imamo ne bi razumel kot provokacijo. En hiter kviz, da preverimo tvoje znanje o rdeče-črnih. A bo šlo? Ja, upam, da spremljam še dovolj. Če je bolj za zgodovino, bom vedel. Sporno. Ajde. Kdaj je Milan nazadnje osvojil Ligo prvakov? 2-7. Bravo. Finale proti? Liverpoolu. Bravo. Revanš za Istanbul, ker nisem spal še kakšen mesec, dva, ko so tiste izgubili. Bravo, Aleksandar. Ok, drugo vprašanje. Kateri igralec Milana je osvojil zlato žogo leta 2004? 2004? Kaka mogoče? Ni bil. 4, čakaj, Ševčenko. Ja, Aj bil on. Bravo. Pa nisem bil tako daleč. Dobro, blizu, zelo blizu. Kateri Milanov legendarni kapetan je dvignil pokal Lige prvakov leta 2007, ko so osvojili? Je bil še Maldini? Ja, bravo.
Kako se imenuje derbi med Milanom in Interjem? Ker nisem toliko z italijanščino, da ne bom narobe kaj naglasil, La Madonnina. Ja, tako, derbi della Madonnina. Ok, dobro. In kateri trenerji popeljev Milan do njihove zadnje serije A Lovorike v sezoni 2021-2022? Stefano Pioli. Tako, bravo, Aleksandar. Zdaj vidimo, da si res strasten navijač in ljubitelj. Ja, bil in trudim se biti še nekako ostati. Ok, Aleksandar, hvala, da si bil z nami. Preden se poslovimo, nam bo pa Aleksandar zaigral še eno svojo skladbo. Katero si izbral za nas? Izbral sem skladbo z naslovom Ko se ljubiva. Rad bi te videl tisto srečno na tvojih obalah, spet začutil tebi žensko, ko hodiš po skalah. Rad bi te videl tisto močno, ko padeš na tla. Ti si se vedno nazaj dvignila. Rad bi te videl tisto srečno, ko si ob meni, spet začutil tvojo misel, ko rasteš v sebi. Rad bi te videl najlepšo, ko pred mano si gola, v vseh svojih barvah, ko se ljubiva. Moja objemi, objemi, dovolj sva jaz in ti. Objemi, objemi, ker vedno se zgodi. Pride iz neba, dol med naju dva, in v zraku, vedno ko se ljubiva. Vedno, ko se ljubiva. Rad bi te videl tisto srečno na poti do sebe in začutil, ko grem vate v globino srca. Zdaj, ko letiva skozi dotike, greva do konca. Bodi taka, kot te poznam. Objemi, objemi, dovolj sva jaz in ti. Objemi, objemi, ker vedno se zgodi. Pride iz neba, dol med naju dva, in v zraku, vedno ko se ljubiva. Vedno, ko se ljubiva. Bravo, Aleksandar. Hvala še enkrat, da si bil danes z nami. Res iskrena hvala. Hvala tudi tebi. Me veseli. Če želite slišati še več takih zgodb, se naročite na podcast Šepet Izole na Spotifyju, Apple podcastu ali pa na vaši najljubši platformi. Ne pozabite pustiti tudi ocene in seveda epizode deliti s prijatelji. Za konec pa še tole. Tale podcast je sofinanciran strani Turističnega združenja Izola in sredstvi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2025. Hvala, da ste bili z nami, se slišimo v naslednji epizodi.